Leta 1944 je Osvobodilna fronta že načrtovala povojno komunistično ureditev Slovenije, v katero je spadalo tudi preimenovanje številnih krajev. Nova komunistična oblast se je osredotočila na topomine, ki so izvirali iz imen krščanskih zavetnikov oziroma svetnikov ter nemškega in italijanskega jezika. 17. februarja 1948 je bil sprejet zakon o imenovanju naselij in označevanju trgov, ulic in zgradb, s katerim se je kampanja preimenovanja uradno začela. Zaradi protikrščanske usmerjenosti novega režima in komunistične ideologije nasploh so bila preimenovana števila naselja, trgi in ulice, ki so imeli v imenu karkoli povezanega s krščanstvom. Samo v Ljubljani imamo več pomembnih primerov, kot so Marijin trg, poimenovan po devici Mariji, je bil preimenovan v Prešernov trg, četrtna skupnost Devica Marija v Polju je bila preimenovana zgolj v Polje in Svetega Petra cesta je bila preimenovana v Trubarjevo cesto. Večji kraji, ki so bili preimenovani zaradi krščanskega značaja imena, so bili med drugim Sveti Peter na Krasu, ki naj bi bil sprva preimenovan v Kardeljevo po zloglasnemu komunistu Edvardu Kardelju, vendar je bil pozneje preimenovan po bližnji reki Pivki. Preimenovane so bile 3 svete Lucije, pri Portorožu, danes zgolj Lucija, pri Radovljici, danes zadnja vas, in na Goriškem, kjer je sveta Lucija na Soči postala most na Soči. Kar 8 krajev z imenom Sveti Križ je bilo preimenovanih, med njimi tudi Sveti Križ nad Mariborom, danes Gaj nad Mariborom. Na Štajerskem imamo primere, kot so Sveti Lovrenc na Pohorju, Sveti Lenart v Slovenskih Goricah in Sveti Benedikt v Slovenskih Goricah, ki so vsi izgubili pridevnik sveti. Skupno je 150 krajev izgubilo patronacijo. Kraji, ki so bili preimenovani zaradi nemškega značaja, so številni. Marenberg je postal Radlje ob Dravi, Guštanj je postal Ravne na Koroškem, Puterhof je postal Jelendol, 2 nemški vasi so bili preimenovani v Slovenska vas in Reichenburg je postal Brestanica. Komunisti niso preimenovali vseh krajev, bodisi ker niso videli potrebe zaradi majhnosti kraja ali iz drugih razlogov. Po osamosvojitvi so številni kraji v bolj konzervativno usmerjenih občinah in okoljih dobili svoja prvotna imena nazaj. Krajič na Blokah je ponovno postal Sveti Duh, Podtabor pri Grosupljem je postal Šentjurij pri Grosupljem in Vinski Vrh pri Slivnici je postal Sveti Štefan. Največ krajev pa je bilo preimenovanih zaradi potrebe po razlikovanju, saj bi sicer imeli enako ime in dodale so bile razne pristavke za lažjo ločitev.